Vadba joge v naravi je v večjih mestih sveta poznana že precej časa, zadnja leta pa se joga na prostem vadi tudi pri nas. V nedeljo smo si tako ogledali vadbo joge v sproščujočem in idiličnem okolju Arboretuma Volčji Potok. Projekt Joga v parku letos poteka že četrtič, in sicer po 22 slovenskih parkih in plažah, pripravlja pa ga Društvo Joga v vsakdanjem življenju. Vadba je brezplačna, poteka pa od julija do septembra. Izvajamo joga v vsakdanjem življenju 8-stopenjski sistem in te stopnje se nadgrajujejo. In tukaj bomo danes vadili prvo stopnjo. Prva stopnja je razdeljenje še znotraj teh 6 stopenj, mi bomo danes vadili peto stopnjo. Namenjena je vsem, ki si želijo v naravi izvesti nekaj preprostih jogijskih vaj asan, tudi začetnikom, saj vaditelj natančno razloži vsako vajo in njen učinek. Namenjena je naključnim obiskovalcem, je pa tudi namenjena vsem tistim, ki jih joga zanima in se bolj poglobijo v to in hodijo. Tudi ko so med letom hodili, hodijo tudi sedaj na to jogo v park. Namenjeno je pa čisto vsem. Kdorkoli pride, lahko vadi, ne. Odlično je zato, ker je v naravi in vsakmu dostopna. Beseda joga v sanskrtu, starodavnem indijskem jeziku, pomeni enotnost ali združitev. Je lahko rekreacija, je lahko sprostitev. V glavnem joga je način življenja. Način življenja, ki vpliva na naše, bi rekla, socialno življenje, duhovno življenje, na zdravje, na vsakdanje življenje, skratka na zdravje tudi. Zelo kompleksna je joga, ne, vpliva res na vse segmente našega bitja. Učitelji joge trdijo, da se s pomočjo jogijskih vaj razgibamo in okrepimo telo, se učimo sproščanja in pravilnejšega dihanja. Kot taka je pa v bistvu izrazito vzhodnjaška tehnika. Kako jo lahko združimo z zahodnim načinom življenja? Ja, zelo, zaradi tega, ker je naše življenje zelo stresno in joga deluje v bistvu na naše živčevje tudi, deluje na sprostitev in zato je zelo, zelo primerna za naše stresno zahodnjaško življenje. Ker mi kakšne take tehnike nimamo, da bi se lahko tako sprostili, joga je res edinstvena zato se tudi uvaja vse druge veje sedaj rekreacije. A pa takole joga enkrat na teden je to dovolj ali je potrebno večkrat izvajati vaje? Ja, vse, kar človek naredi za sebe, je odlično, ne. Večkrat, ko to narediš, boljše je.